Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali temeljne 3 finančne izkaze. Temeljni finančni izkazi so naslednji: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Pa si poglejmo vsakega posebej. Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev, aktiva, in stanje obveznosti do virov sredstev, pasiva, ob zaključku poslovnega leta. Od preostalih 2 izkazov se torej razlikuje v tem, da prikazuje stanje v določenem trenutku in ne gibanja sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev tekom celotnega poslovnega leta. Po domače lahko rečemo, da sredstva predstavljajo premoženje družbe, obveznosti do virov sredstev pa njene obveznosti oziroma kar je družba dolžna, tako tistim, ki jo financirajo z dolžniškim kapitalom oziroma dolgom, torej tistim, ki posodijo denar, kot tudi tistim, ki vanjo neposredno vlagajo in imajo torej v družbi lastniški kapital. Bilanca stanja je pri začetni analizi pomembna zato, ker nam na hitro pove, koliko ima posamezna družba sredstev oziroma premoženja in kakšna je struktura teh sredstev, torej ali ima na primer nepremičnine, ali ima avtomobile, ali ima stroje in podobno, ter kakšne obveznosti ima, torej kakšne so obveznosti do tistih, ki jo financirajo. Kot primer bilance stanja vzemimo bilanco stanja Petrola. Ta je objavljena na njihovi spletni strani pod zavihkom za vlagatelje. Če si želite bilanco stanja Petrola podrobneje ogledati, obiščite spletno stran Petrola oziroma na tej točki ustavite posnetek ter si bilanco podrobneje oglejte. Izkaz poslovnega izida oziroma bilanca uspeha je računovodski izkaz, ki prikazuje poslovne dogodke v posameznem letu. Kot rečeno, je izkaz poslovnega izida prikazatelj oziroma prikazuje poslovne dogodke v določenem obdobju, v nasprotju z bilanco stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v določenem trenutku v letu. Izkaz poslovnega izida je pomemben za finančno analizo, saj nam pove, kako uspešno je posamezna družba poslovala. Za potek analize izkaza poslovnega izida si poglejte posnetek, link do katerega je objavljen v opisu tega posnetka. Za zdaj pa naj povemo zgolj to, da je na primer izjemno pomemben kazalnik, ki ga ugotovimo iz izkaza poslovnega izida, ravno EBIT. EBIT je namreč izjemno težko manipulirati, zato je pogosto uporabljen za primerjavo podjetij pri finančni analizi. V povezavi z bilanco stanja nam izkaz poslovnega izida pove, ali posamezno podjetje ustvarja dovolj denarja, torej ali so prihodki nad odhodki dovolj visoki, da omogočajo poplačilo obveznosti, specifično poplačilo obresti, vseeno pa nam niti kombinacija bilance stanja in izkaza poslovnega izida ne pove, ali ima družba dejansko dovolj denarja na računu, da te obveznosti tudi porona. To lahko ugotovimo zgolj z analizo izkaza denarnih tokov. Preden pa nadaljujemo na izkaz denarnih tokov, si na hitro poglejmo izkaz poslovnega izida družbe Petrol. Ta je dostopen v letnem poročilu družbe Petrol na spletni strani, link do katere je objavljen zgoraj. Za tiste, ki jih izkaz poslovnega izida Petrola bolj zanima, priporočam, da na tej točki ustavijo posnetek oziroma obiščejo spletno stran Petrola, mi pa se premaknimo na izkaz gibanja denarnih tokov. Izkaz denarnih tokov je računovodski izkaz, ki prikazuje gibanje denarnih tokov v določenem obdobju. Podobno kot izkaz poslovnega izida, torej prikazuje gibanje v nekem določenem daljšem obdobju, ki je definirano kot poslovno leto. Torej, ne gre za podobno situacijo kot pri bilanci stanja, saj bilanca stanja prikazuje stanje v določenem trenutku, izkaz denarnih tokov pa gibanje znotraj določenega obdobja. Izkaz denarnih tokov
nam torej pove, kako se je spreminjalo stanje denarja na računih posamezne gospodarske družbe. Torej, koliko denarja je družba prejela oziroma ji je bilo nakazanega, gre za prejemke, oziroma koliko denarja je družba plačala, gre za izdatke. Za razliko med prejemki in prihodki ter izdatki in odhodki si poglejte naš slovar oziroma posnetek, link do katerega je vključen v opis tega posnetka. Izkaz denarnih tokov nam torej pove, ali ima posamezna gospodarska družba dovolj denarja na računu, da poravna zapadle obveznosti. Na zaslonu je prikazan izkaz denarnih tokov na primeru Petrola. Kot v prejšnjih primerih, gre za izkaz denarnih tokov, ki sem ga vzel iz letnega poročila Petrola, dostopnega na spletni strani, link do katere je naveden na zaslonu. Za podrobnejšo analizo ustavite posnetek oziroma obiščite spletno stran Petrola. Pred koncem tega posnetka pa naj poudarim, da je za celostno analizo podjetja izjemno pomembno, da podjetje analiziramo prek vseh računovodskih izkazov, ki jih objavlja. Posamezen računovodski izkaz nam namreč prikaže zanimive informacije o posamezni gospodarski družbi, vendar pa lahko zgolj z analizo vseh računovodskih izkazov ugotovimo, kakšno je celostno stanje posamezne gospodarske družbe, ter se na to odločimo za potencialno investicijo. Hvala za pozornost. Lepo vabljeni, da si pogledate ostale posnetke na našem kanalu, nam sledite ter všečkate ta posnetek. Se vidimo naslednjič. Adijo!